Seveda evropske politike pri ukrepanju za pomoč Grčiji in pri tem ukrepu, ki je bil sprejet po mnenju nekaterih prehitro, po mnenju številnih prepozno, ne vodi niti zgolj solidarnost, kar se velikokrat omenja, niti zgolj bojazen pred nadaljnjo destabilizacijo evroobmočja. Številne evropske politike vodi povsem pragmatičen interes, ki je seveda interes finančnega kapitala iz tistih držav članic evroobmočja, iz katerih so močne in velike multinacionalke oziroma banke in centri finančnega kapitala odobravali kredite grškemu komercialnemu finančnemu sektorju, ki te kreditov seveda zdaj ne more vračati. Torej gre za interes upnikov potem, da se zagotovi na čim bolj enostaven način sposobnost dolžnika, da vrača ta denar. Kolikor vemo, slovenske banke niso med temi upniki, zato bi se da morala slovenska vlada na teh pogovorih in pogajanjih zagovarjati drugačen način razdelitve bremena pomoči Grčiji, če je že pristala na to, da se gre po tej poti, ki pa je po našem mnenju tudi neučinkovita. Pravi, ni samo nepravična, ampak tudi neučinkovita. Neučinkovita zaradi tega, ker ni nobene garancije, prvič, da bodo ta sredstva vrnjena. Finančna slika Grčije, javna finančna slika Grčije je namreč takšna, da ne daje nobenih realnih obetov, da je ta država v neki dogledni prihodnosti sposobna vračati te kredite. Če pa se bo Slovenija zadolžila za to, da bo naprej posodila Grčiji, bo pa seveda te kredite morala vračati, ker je še kreditno sposobna. Neučinkovita je po mojem mnenju ta pomoč tudi zaradi tega, ker ne vsebuje nobenih zelo jasno določenih pogojnih. So samo politični in verbalni, večin pa nekaj zelo formalnih v tem paketu zaenkrat še ni, naj bi se šele pripravili. Da je to, da je ista država bila ujeta v hudem prestopku že drugič, da ni možno verjetno besedo oziroma ni možno računati na to, da bodo obljube strani države, ki se dodatno zadolžuje, predvsem na račun drugih, izpolnjeno. Po mojem mnenju, jedina rešitev, tako za to, kot tudi za ostale situacije, zato da se prepreče podobne situacije v spremembi pogodbe, na podlagi katere je Evropska unija ustanovila Evropsko monetarno unijo, oziroma na podlagi katere je nastalo evroobmočje. V spremenjeno pogodbo bi moral nesti določilo, na podlagi katerega bi se članica, ki bi posredovala napačne makroekonomske podatke, ki bi zavestno goljufala, ali članica, ki določen čas ne bi mogla izpolnjevati pogojev, ki so obvezni že v vstopu v evroobmočje, iz Evropske monetarne unije izločila avtomatsko. In to za toliko časa, dokler ne bi ponovno izpolnila teh pogojev. To bi bil edini učinkovit ukrep, ki bi omogočil sprotno popravljanje takšnih situacij, predvsem pa bi deloval preventivno. Če bi takšen ukrep bil predviden že v pogodbi o ustanovitvi Evropske monetarne unije, potem do te grške situacije ne bi prišlo. Bi se namreč ta ukrep sprožil bistveno prej. V primeru Grčije že takoj, ko je bilo odkrito prirejanje podatkov po vstopu v Evropsko monetarno unijo, in danes bilo Grčija finančno sanirana in stabilna država. Ta ukrep je pomemben tudi zaradi tega, ker je še nekaj držav članic Evropske monetarne unije blizu poti, ki vodi v grško situacijo. Na Portugalsko, na Španijo, na Italijo. In potem, kako je v lanskem letu Slovenija povečevala javni dolg, je na tej poti žal tudi Slovenija. Je
je šele na začetku te poti, hvala Bogu, zaradi tega, ker je bila Slovenija še leta 2008 druga najmanj zadolžena država evroobmočja. Vendar pa se premika zelo hitro. Premika se pravzaprav najhitreje. Slovenska vlada je uspela v lanskem letu povečati javni dolg za 59%, kar je absolutni rekord v Evropski uniji. Povprečni dvig javnega dolga v evroobmočju v lanskem letu v celoti je 14%. Pravi, Evropska monetarna unija je v povprečju, kjer je vključena tudi Slovenija s tem rekordom, povečala javni dolg za 14%. Grčija, ki je najbolj problematični primer, je javni dolg lani povečal za 16%. Slovenija pa javni dolg povečala za 59%. Smo daleč največji rekorder in se najhitreje pomikamo po poti, ki vodi v grško situacijo. Slovenija bo očitno javni dolg povečala tudi, če bo izpolnila ta dogovor, oziroma če bo aktiviran ta dogovor o pomoči Grčiji. Povečali bomo javni dolg še za nadaljnjih 400 milijonov v prihodnjih 2 letih, kar je za Slovenijo velik denar. Za Slovenijo velik denar in je to velik prispevek tudi, če ga preračunamo na glavo slovenskega državljana. Tudi ne gre za malenkosti. In ko poslušamo našega zunanjega ministra, s kakšno lahkoto razlaga te slovenske deleže, se sprašujemo, ali se on sploh ne oglasil v teh razpravah na Svetu Evropske unije, ko so se sprejeli te odločitve, in ali opozorimo to, da je ta mehanizem porazdelitve deležev v osnovi krivičen, zaradi tega, ker uporablja neko statistično načelo, ne upošteva pa dejanskega stanja in razmer in interesov posamičnih držav za pomoč Grčiji. Sedaj pa v debatah, ki potekajo v luči reševanja te grške dolžniške krize in slovenskega deleža pri tem in v debatah, ki jih prinašajo opozorila iz te grške dolžniške krize, zelo pomembno tudi pogled na to, kaj se dogaja z našim notranjim zadolževanjem. Da je eden od najbolj problematičnih primerov tega zadolževanja za neke sekundarne, neprioritetne projekte v času krize se v slovenski javnosti diskutira že približno 3 mesece. Gre za tako imenovan projekt konzorcija bank, večinoma v državni lasti v Sloveniji, za kreditiranje projekta Stolice. Gre za izgradnjo športnega objekta in trgovskega centra. Niti trgovski centri, ki jih je v Ljubljani dovolj, niti športni objekti niso prioritetne investicije v času krize. Res je, da izgradnja takšnih objektov angažira del gradbenega sektorja in določen del ljudi seveda dobi delo pri tem. Res pa je tudi, da niti novi trgovski centri, niti športni objekti dolgoročno ne ustvarjajo bistveno količino novih produktivnih delovnih mest. Pravzaprav v primeru tega projekta obstaja veliko vprašanje, ali bo prinesel toliko, da bo lahko odplačeval vse obresti. Še naprej jasno, da glavnice teh kreditov ta projekt ne bo mogel odplačevati, vsaj ne v situaciji, v kakršni je.